Vodeb, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Lep pozdrav. Najprej bi vprašala, kaj je v tej predstavi takšnega, da je povzročila toliko negodovanja na nekateri strani? Ja, jaz sem skozi kulturno predstavo, scenarij, režija, jaz sem glavni igralec, imam soigralko, profesionalko, poskušal družbo vrniti v tisto tradicionalnost, retradicionalizacija se mi očita, tudi te dopisi, ki romajo na vse te direktorje kulturnih domov, tudi župane, pač Levica to pošilja, bodisi z veliko pisano ali pa kakšni predstavniki Gibanja Svoboda ali pa SD-ja. Oni mi očitajo, da res sem antifeminist, kar pomeni, da se borim za to, da sta spola različna. Tradicionalnost v družbi je nekaj, kar je meni sveto, skozi psihoanalizo pa to argumentiram. Meni ne pustijo predavati, že 10 let, odkar sem se suval tisti prvi družinski zakonik, zato se tudi suvereno deklariram, da sem levičar, da bolj boli, da ne bojo vsi mislili, da sam leva scena zapada, da celotna leva scena zapada v ta LGBT feminizm ideologijo. Ne, jaz kot levičar iz Trbovelj sem poskušam skozi psihoanalizo v predstavi na humoren način razložiti, zakaj sta spola različna, da morata biti različna, da harmonija družine obstaja in je lahko harmonična, če je ženska ženstvena, moški pa malce bolj testosteronski, faličen, ampak moralno razsoden. To je point te moje predstave, seveda pa, če želim to odmevno narediti, sem pa malce jezik vulgariziral. Teoretsko sem korekten, tam ni nobene seksualnosti v kakšnem dotikanju, ampak je pa retorika taka pikantna, mislim, pikantna. Včasih uporabljam tudi ta bolj trbovski jezik, knapovščino, rudarski jezik, in to zdaj boli. Tisti, ki so se to ogledali, sicer večina, rekel 95% ljudi je kar navdušenih, nekateri euforični, potem se pa najdejo pa posamezniki, to so pa aktivisti, ki se načrtno odzivajo tako, da pišejo protestna pisma, bodisi po predstavi ali pa pred predstavo. Zdaj na Ptuju, tudi v Domžalah, v času dneva žena, so mi pred predstavo zagodili tako, da so predstavo hoteli odpovedati. To so aktivisti, ampak to so osamljeni primeri. Jaz sem klical na Ptuj, so rekli, to je neka margina, to so neke zblojene feministke tam z levice. Tako da jaz ne delam drame pa znajo delati pa pač krvatari, župani, direktori, direktorice, ki dobijo svoje direktorsko mesto ravno zato, ker so politično lojalne, večinoma pa levo lojalne. Se igram tudi malce duhovščini na živce, tudi v kakšnih domovih, ki so malo krščanski, tudi težko tja pridem, ker pač predstava resnici na ljubo je malce retorično vulgarizirana. Glejte, Lina Habjanič je celo ponudila denar, da bi odpovedali pogodbo za vašo predstavo. Ona govori o neki zvezi, v zvezi s tem, zdaj ona govori, kdo mi smo, zdaj ne vem, v imenu koga ona to tudi govori, ampak se vam sanja, zakaj takšna zagnanost, da bi ljudje ne videli vaše predstave? Seveda, kot psihoanalitično razmišljujoč, znam profilirati. Jaz vem, tole so mi tudi povedali, da ta Lina Habjanič je zelo ranjena duša, težave z očetom v družini, in te ranjene duše se name spravljajo in mi podtikajo, da sem ne vem kakšen mačist. Jaz sem napisal knjigo Prvi spol. To je knjiga, ki je posvečena ženskam. Jaz obožujem ženske. Meni so astrologi rekli po horoskopu, da imam najvišjo stopnjo ljubljenja žensk, da imam Venero v levu, jaz to vem, da je tako. Potem je pa
potikajo ne vem kakšne perverzije, da sem, ne vem, da žalim ženske. Jaz absolutno žensk ne žalim, se pa norčujem iz moškin, ne, ki jih enačim s feministkami. Bodi si lezbike, bodi si te aseksualke, aktivistke, ki jim je seksualnost španska vas, ne, govorim operiran s Freudovim konceptom zavidanja penisa, ne, in jih razgalim. Ne. Se pravi, jaz skozi psihoanalizo razložim, zakaj sta spola različna, zakaj feminizem, iz katerega nevrotičnega centra, ne, iz katere ranjenosti se napaja ta aktivizem. Ne. Sej večina žensk, ne, ki se vidi tam noter, ne, to strašansko odobravajo. Nekaterim je malce neprijetno, ker je retorika res malo močna, ampak poučna. Ravno zdaj ene ženske so pisale neke dopise pohvale, ne, ker mene pa večina ljudi, ki pridejo na mojo predstavo, me hvali, ne. Tisti, ki pa predstave niso videli, tisti me grajajo. Tu in tam se tudi najde kakšna ženska, ki je bila mogoče skozi otroštvo ranjena v kakšni spolni zlorabi, ne, tudi Nuno sem že imel na predstavi in je po 5 minutih zbežala iz predstave, ne, ker tiste zadnje resnice, ki jih jaz tam povem, na všečen način ali pa, bi rekel, tudi malce bolj pikanten, pa piker način, ne, te zabolijo nekatere ljudi, ampak to je kmečka logika, ki jo jaz analitično, psihoanalitično argumentiram. Zato je predstava zelo poučna. Centralno ptujsko dvorano direktor Peter Srpčič ni želel oddati v najem, potem ste šli na gimnazijsko dvorano v Ptuju, ki je mimogrede tudi zelo draga, ampak tam so se potem oglasili že omenjenja Habjanič, potem pa še nekdanji maturanti te gimnazije, tudi oni se je videlo, da niso videli predstave, ampak so vseeno napisali neko protestno pismo. Zdaj jaz bom rekel, predstava je mladini prepovedana do 18. leta. Feministkam, duhovščini, nunam, rekel, političnim aktivistom levice je to odsvetovano, ne, aseksualke raj to naj ne gledajo. Levica je perverzno hotela odkupiti, torej dolg, 600 € je bila ta predstava. Oni so želeli, ravnatelju so dali Šerugi, Boštjan Šeruga je ravnatelj, tudi podžupan Ptuja, da bi oni plačali to predstavo. Mi investiramo, nam kulturno ministrstvo, Asta Vrečka, nobeno ministrstvo za kulturo nam nič ne da. Mi moramo investirati, ne vem, 1000 € za reklamo. Mi imamo strašanske zgube, lahko, ne. Mi smo čez 100 ljudi pritegnili v dvorano, ki sprejme 400 gledalcev. Srpčič absolutno ne dovoli v gledališče, ne. Ta predstava sodi v gledališče, jaz ne dobim povsod po Sloveniji teh dvoran, recimo večja mesta, jaz v Ljubljani ne dobim normalne dvorane. Maribor, tam je neka Rukavina, ne pusti. Potem je tukaj Krško, Novo mesto, Koper, tudi Kranj, recimo Jesenice so mi odpovedali, že dogovorjeno predstavo. Skratka, kulturne prireditve, ne, in to je spodobna kulturna predstava, kljub temu, da je ta močna retorika, ampak nobene golote, ne, sodobna gledališča imajo tam neko goloto, perverzije, tam neka Olja Grujič, tam neke spule, umetnica, se gola sprehaja, si v vagino rine neke korenje, bučke. Mislim, tisto je visoka umetnost, jaz pa tako malo humorno, moram reči, da se enormno smejijo, jaz pa ne bi smel, ne. Mislim, to in s temi podkupninami, pa protestnimi pismi, ne, ker mi imamo pa posnete ogromne aplauze, ko moram bis, se reče, priti nazaj na oder. Tale moja Mina Manojlović, srpska igralka, sicer 10 let živi v Sloveniji, ne, to je briljantno odigra to vlogo, tudi prejšnje 3 soigralke so bile fantastične, ne. Tako da je folk, če je neobremenjen, če niso politično involvirani na levo stran, z užitkam gleda to predstavo, ne, tako da jaz nameravam, oziroma mi skupaj, King Kong teater, to predstavo vsaj do 400
ponovitve, zdaj imamo 370, potegniti, ne, celo poslovilno turnejo še planiramo in upam, da bodo župani intervenirani, saj tisti, ki so sredinski ali pa mogoče desni, da se nam v jeseni pusti nastopati tudi v večjih mestih, ne, da ne bo ta aktivizem posegal še v kulturo, ne, ki ne bi smela biti politična. Mogoče toliko sem povedal. Torej lahko Slovencem že obljubimo oziroma napovemo, kdaj bo in kje bo kakšna predstava? Za jesen ne vemo še, ne? Ker obljublja dvorano, potem, ko vidijo razočarano gospodinja pri seksologu, potem pa vidijo jaz kot neigralec, jaz nisem politični aktivist, ampak skozi politično komentatorstvo, predvsem na tem faktorju, sem odmeven, ne, sem konzervativen in ko vidijo, da jaz igram, da sem scenarist, režiser, pa da sam sebe igram, potem naknadno odpovejo že dogovorjene, že sklenjene pogodbe. Ne? In to je ta paradoks, zato apeliram. Ljudje, ki bi me radi videli v teh, pridemo tudi v razne vasi, ne? Zdaj smo bili v Bertokih, bi rekel v nedeljo, ne? To smo imeli 130 ljudi, res da sama bolj upokojenska populacija, ki bi istočasno nek koncert, menda si darte v Kopru, ne, drugače mi 320 ljudi, recimo Nova Gorica, Murska Sobota, pred korono, 320 ljudi, v dvoranih primernih, recimo 400 ljudi bi Maribor, Ljubljana, to napolnim, sam ne dobimo dvorane, ne, tako da apeliram, če ima kdo moč odločanja, da malo pritisne na te direktorje ali pa župane, da se nas ne spotika, da mene osebno se ne spotika, tudi soigralko se ne spotika in da pač ta predstava je vredna ogleda, kljub temu, da je malce bolj pikantna, ne, ampak zelo poučna. Hvala za te odgovore in lepo pozdravljeni. Hvala vam, da ste me poklicali.